Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Že nekaj časa se nismo ukvarjali s konfliktom v Ukrajini, tudi zato, ker ni bilo nekih posebnih ofenziv, operacij ali sprememb na terenu. Dejansko sta bila ta 2 meseca počasnejša glede teritorialnih sprememb v primerjavi z letoma 2024 in 2025. Do teh ravni nismo bili do leta 2023. Torej, če se kdo želi vrniti na raven hitrosti sprememb, se mora vrniti v leto 2023. Ja, začel sem malo prej, ker se je vojna upočasnila, morda ste to opazili tudi lani, sem se začel ukvarjati z notranjimi vprašanji v Ukrajini. In približno maja, junija lanskega leta sem bil eden prvih, ki sem poročal o boju Nabuja, Sapa in o tem, kar se je dogajalo znotraj države. To zato, ker seveda na terenu ni veliko stvari. Ampak tudi zato, ker samo poročanje o vasi X, ki jo napadejo 3 vozila, 4 motorji, 20 pešakov, ne pove zgodbe. Ne pove celovito, kaj se v tej vojni v celoti dogaja, ker so po mojem mnenju vsaj 3 vojne. Se pravi, tista na terenu, seveda z vsemi svojimi taktičnimi vidiki. Potem je tu še vojna pogajanj, ki ni jasna vojna. V smislu, da so pogajanja, ki jih vodi Ukrajina, podprta strani vseh. Znotraj ukrajinske vlade ali vseh sektorjev, potem pa je ena še znotraj ukrajinske vojske. S to sem se ukvarjal, mislim, da kar precej, z vsemi tistimi videi, o katerih smo govorili, o strukturnih težavah ukrajinske vojske, med različnimi splošnimi reformami, kot je Mihajlo Drapati, ki je želel reformirati tudi novačenje. Na strani ultranacionalistov, torej armadnih korpusov Azov, vseh tistih enot, ki so zdaj del 2 armadnih korpusov, recimo, ki jih lahko pripišemo bolj nacionalističnim silam. Ker je tudi tekmovanje za pridobitev ali možnost, recimo, najvišjega položaja v ukrajinski vojski. In seveda ima vsak od teh oddelkov, torej redna vojska, nacionalisti, notranje službe, vojaške službe, ima svoj pogled na stvari in pogosto je ta pogled nasprotujoč. Da si boste lažje predstavljali, povem vam na grobo, morali bi si ogledati strukturne težave ukrajinske vojske, jih raziskati. Kako globoka je zajčja luknja? Kot v živo, da bi si ogledali vse notranje dejavnike Nabuja in Sapa, bom danes nekaj tudi omenil, samo kot povzetek, da malo osvežimo spomin. Vendar, če želi kdo resnično poglobljeno razumeti, kakšna je povezava med Američani, Nabujem, Sapom, Zelenskim, operacijo Midas, protikorupcijo in padcem Jermaka, bi si moral ogledati tisto oddajo. Zakaj to pravim? Ker obstajajo različni tabori. Ker zagotovo, če bi moral podati ostro sodbo glede notranjih položajev v Ukrajini, imamo zagotovo skrajneže, ki so zagotovo najbolj nacionalistične enote. Te predstavljajo Azov in 2 armadna korpusa, ki sta mimogrede zelo blizu Budanovu. Obstajajo celo, na primer, pesmi posvečene Budanovu, ki so jih napisali nacionalisti. Tako da je on vedno nekoliko predstavljal. Ni znotraj, recimo, najvišje ravni vojske, obveščevalnih služb in tako naprej. Potem so tu tisti, ki so zelo proti dogovorom, Jermak je bil eden izmed njih, in treba je razumeti tudi povezave. Budanov je bližje Ciji, da se razumemo. Jermak je bil bližje Angležem. To ne pravim jaz, to niso moje besede. Ampak če se spomnite tistega zelo dolgega članka v Financial Timesu, kjer je bilo intervjuvanih več kot 40 ljudi, ko je šlo za stališča Jermaka ali njegov vpliv v pogajanjih,
je bil Jermak vedno zraven pri vsakem poskusu pogajanj in je bil eden najbolj sovražno nastrojenih do kakršnega koli dogovora, še posebej, ko je šlo za ozemeljske koncesije. V vsakem primeru poskusimo stvari postaviti nekoliko kronološko. Ker si predstavljam, da mnogi ne poznajo ravno dobro organizacijske strukture, recimo ukrajinske vlade, služb, teh stvari tukaj. Ampak v resnici bomo ugotovili, da je zelo zanimivo tudi zato, da razumemo, zakaj se določene stvari dogajajo. Torej, povzemimo. NABU in SAPO, dve ukrajinski protikorupcijski organizaciji, sta lani izvedli to preiskavo, ki se imenuje Midas. Midas ujame praktično, uporabil sem skoraj vse ukrajinske vire namenoma. Praktično razkrije sistem, ki ga je Jermak vzpostavil. In postopoma se začnejo preiskave. Preiskave, ki sprva ciljajo na ministra za energijo, infrastrukturo in tako naprej. In nato postopoma pridejo vse do samega Jermaka, ki, kot vemo, je bil prisiljen odstopiti. On, ki je bil zelo blizu Zelenskemu. NABU in SAPO sta napadena strani SBI, torej notranjih služb. Notranje službe, ki se praktično postavijo, to je Midas, v povezavi z slavnimi zlatimi stranišči in tako naprej. Notranje službe so jih začele preiskovati, ki so seveda nameravale same preiskave popolnoma uničiti. Ampak niso vse službe to naredile. To je bil namestnik načelnika, ki se je sprva strinjal, potem pa, ko je videl, vse to najdete v virih, ko je videl, da je vseeno prišlo je do močnega odziva javnosti na napade služb na obe protikorupcijski agenciji. Se je umaknil, kljub tistemu, ki ga je v to potisnil. To je bil Jermak. Ne spomnim se tega, to so vse ukrajinske službe. To je na ukrajinski pravdi. Bekaranti, Murmindič in celoten sistem. Torej je bil Jermak tisti, ki je naščuval SBU. Zakaj je vse to zanimivo? Ker nam to nekoliko pomaga razumeti, kako so vojaške službe in notranje protiobveščevalne službe usklajene znotraj Ukrajine. Posebna protikorupcijska operacija. Kaj se skriva v ozadju preiskave v NABU? To so bili članki, ki so opisovali prav to, kako so se notranje službe vmešale, da bi te stvari ustavile. SAP trdi, da se je SBU obrnila nanje in dobila dostop do informacij o vseh operacijah. Tako so notranje službe in tudi ukrajinska vojska začeli nadzorovati, kaj počneta ti dve agenciji. Teoricamente dovrebbe essere indipendenti strani vlade. Omeniti velja, da so bile te agencije v preteklosti usposobljene, financirane in tako dalje strani Američanov v času demokratov. Tako so bile te agencije tudi Trumpov adut, čeprav jih ni on oblikoval, da bi povzročale težave Zelenskemu. Ravno v trenutku, ko se je, če se spomnite, zgodil tisti znameniti prizor Zelenskega v Beli hiši. Torej je bil to način, da ga oslabijo, način, da ga naredijo bolj dovzetnega, da bi bil bolj pripravljen priti naproti pogajanjem in zahtevam. Torej, ti dve organizaciji opravljata svoje delo, vsaj kar zadeva časovno usklajenost. Dejstvo, da so ukrepali prav v tistem trenutku, kot da ne bi vedeli, da je Mindič kradel denar že prejšnje leto ali kaj podobnega. To je bilo storjeno namenoma, ker je bilo treba v tistem trenutku oslabiti Zelenskega. To so prav ukrajinski članki, uporabili so silo, prišli so brez sodnega naloga, tako da so službe vstopile, izvedle racije v teh dveh protikorupcijskih agencijah, brez kakršnega koli sodnega naloga. Potem ljudje gredo na ulice, se pritožujejo, ker menijo, da sta NABU in SAPO
dediščina gibanj iz let 2014-2015, za preglednost, boj proti korupciji in podobno. Naredijo takšen hrup. Ljudje na ulici so vpili: "Pojdi v maloro, Jermak", ga pošiljali domov in bili precej proti Zelenskemu. Na koncu se umaknejo. Ja, NABU in SAPO financira tudi Open Society, torej Soros, za vse teoretike zarote tukaj, in res uživajo v tej zadevi. Skratka, ljudje so zmagali, ker so zaščitili te dve agenciji. Ampak bilo je. Bile so veliko globlje stvari, recimo, ki se potem vse prepletajo in po mojem mnenju naredijo to zgodbo zelo zanimivo. Tudi zato, ker sem sčasoma, ko sem opravljal to raziskavo, uspel povezati stvari, ki jih na začetku vojne ni bilo mogoče razložiti. In morda vam bom tudi obudil kakšen spomin, prižgal kakšno žarnico. To je bil znameniti članek Financial Timesa, dolg 30 strani torej je bil pripravljen. Ker ni tako enostavno čez noč pripraviti članek na 20 straneh z intervjuji 40 osebnosti, ker vsi pripovedujejo, kako je bil Jermak praktično povsod pri pogajanjih in da je bil odločno proti kakršnemu koli dogovoru. Poskušam razložiti, kako se vse to prepleta. Tako se agencije strateško premikajo prav v obdobju, ko ima Zelenski precej težav s Trumpom. Izpade Mindić, izpade Jermak, ampak preden se vse to zgodi, Jermak, ki je vseeno ustvaril sistem moči, uspe narediti nekaj stvari. In te stvari imajo še danes velik vpliv znotraj Ukrajine. Na neki točki novembra 2025 bo Jermak kmalu zatem odpuščen, če se ne motim, je bilo oktobra, ne decembra, nekaj takega. Jermak poskuša organizirati obtožbo, poskušajte slediti, obtožbo proti Arakamiji. Arakamija je bil vedno prisoten pri vseh pogajanjih. In to poskuša narediti prek SBU. SBU. Torej službe, ja. Notranje. Kdo je bil takrat na čelu SBU? Nek Maljuk. Potem, ko Jermak odide s prizorišča, ga bo Zelenski razrešil, odstranil. In enako se bo zgodilo z Budanovom. To je ukrajinski članek, ki pojasnjuje, kako je Jermak, da bi se rešil, poskušal obtožiti Arakamijo, ki ga ni podpiral pri uporabi služb proti NABU-ju in SAPU. Vidimo tudi, da hkrati ni bilo ljudi, ki bi podpisali takšen sum in podali take obtožbe. Torej, veliko poslancev Zelenskega stranke je zavrnilo podpreti to Jermakovo idejo, da bi obtožili Arakamijo. In predvsem pri vodji SBU, generalu Vasiliju Maljuku, pri popolnoma neodvisnem generalnem tožilcu Ruslanu Kravčenku. Pokazali so najmanjše zanimanje za igranje v ekipi. Kljub grožnjam z odstopom niso sprejeli nobenih resnih priprav za uresničitev teh groženj. Jermak jih je celo želel obtožiti, jih je hotel označiti kar za izdajalce, kar ni majhna stvar v času vojne. Hotel je odstraniti vodjo službe, ki je zavračal blokado NABU-ja, SAPA in Arakamije. Zato so želeli uporabiti SBU. Da bi se poskušal rešiti. Opazite, da Jermak zapusti prizorišče in vseeno je vodja SBU-ja Maljuk odstranjen. Takoj zatem se to zgodi Budanovu, ki ga odstranijo s položaja vodje vojaške obveščevalne službe in ga postavijo na mesto Jermaka. In tukaj moramo narediti opombo, pravzaprav smo pripravili shemo. Opazite, da je bilo vse to pripravljeno nekaj dni, preden se je zgodila zmeda med Iranom, Združenimi državami in Izraelom.
Dejansko smo naredili en kratek video, potem je izbruhnila zmeda, ukvarjali smo se s tem in ta prenos v živo je ostal recimo nekoliko zamrznjen. To je shema odnosov, za katero sem navedel vse vire in vse, kar povem, je dokazano in celo večinoma zapisano s strani samih Ukrajincev. To so odnosi. Imamo Maljuka, nekdanjega vodjo SBU, ukrajinske notranje obveščevalne službe, ki zavrača ukaze Jermaka in noče preiskovati Nabuja in Sapa, ki preiskujeta Jermaka, Mindica in vse ostale. Tako Jermak poskuša prepričati nekatere poslance, nekatere ministre, naj obtožijo Arakamijo na strani parlamenta in Maljuka, vodjo služb, da sta izdajalca. Nihče ne pristane, ker se vsi zavedajo, da je Jermak končal in zato Jermak pade. Zelenski vzame Budanova, ki ga nihče na svetu v času vojne ne bi vzel kot enega najboljših obveščevalnih šefov. Je eden najboljših obveščevalnih šefov, kar jih je svet videl. Ker je treba povedati, da so Ukrajinci s tistim, kar imajo, naredili stvari primerljive z Mossadom. In ga postavi na mesto Jermaka, torej da gre na pogajanja, da govori z Rusi, torej ne v operativno vlogo. Vsem tem je zelo zanimiva igra moči, ker Jermak pade, a pred padcem mu uspe narediti nekaj potez. Ena od teh potez je, da postavi Poklada za namestnika obveščevalnih služb. Kamara nima nobene moči, izbral ga je Zelenski. V resnici pa zdaj obveščevalne službe vodi ta Poklad, o katerem bomo kmalu veliko govorili, saj ima precej zloveščo zgodbo. Povem vam samo, da je njegov vzdevek davitelj. Povedal sem vam vse. Da se razumemo, Budanov, ker tudi on skupaj z SBU, torej tako GUR, vojaška obveščevalna služba, kot SBU z Maglijem, ki se nočejo vmešavati v to zgodbo, med protikorupcijskimi agencijami, Zelenski, Jermak in tako naprej, oni preprosto nočejo biti vpleteni. Nočejo. In zaradi tega so kaznovani. Vodja SBU. Magljo, ki je bil odstranjen. In tudi Budanov je bil odstranjen. Odstranjen iz vojaške obveščevalne službe. Iz več razlogov. Eden od njih, spomnimo se Zalužnega, ker je bil tudi Zalužni vpleten v to zgodbo. Budanov je bil med najbolj verjetnimi kandidati, recimo po anketah, kot tekmec Zelenskemu, tako kot Zalužni. Pravzaprav so Zalužnega poslali za ambasadorja. Pošlji nam razglednico. To je tudi način za Zelenskega, da onesposobi Budanova kot političnega tekmeca. Druga stvar je, da če Budanov zamenja Jermaka, ampak vsi ljudje, pejte še enkrat prebrati članek v Financial Timesu. Tiste, ki jih ima pod seboj, je izbral Jermak, od najnižjega nivoja pa praktično do namestnika predsedniške pisarne. No, Budanov se tako znajde na čelu aparata, kjer so vsi ljudje nameščeni in izbrani od Jermaka. V članku Financial Timesa so govorili prav o teh približno 20 ljudeh, jih je osebno izbral Jermak, da bi urejali njegove zadeve in da se med njimi ni zamenjal niti eden. Torej je Budanov na čelu predsedniške pisarne, vendar vsi ljudje okoli njega niso njegovi zaupniki. Še danes, kot pogosto piše ukrajinski časopisi, Jermak obiskuje Zelenskega vsak drugi dan. Torej še vedno ima vpliv. Dobro, Winter, Budanovova funkcija namesto Jermaka je sinekura. Viden, a brez kakršnekoli moči, nima več niti obveščevalnih služb. Spet je govoril kot vodja GRU, GUR, o Vašenku, ponovno da je izbral Zelenski. Torej vidimo, kako je z različnimi potezami Zelenski uspel onesposobiti vodjo notranje varnosti in vodjo vojaških služb. Zakaj se Budanov in Jermak ne preneseta?
Kakšen je globlji razlog za to sovražnost? Budanov, čeprav je eden izmed ljudi, ki je Rusiji povzročil največ škode, če pogledamo, kaj je povedal. V zadnjih 9 mesecih je dal precej nasprotujoče si izjave glede na njegov položaj. Ena najbolj znanih je ta, da bi Ukrajina lahko prenehala obstajati kot država. Zdi se, da je to povedal na enem od sestankov v Vrhovni radi. Kot bi rekel, moramo najti alternativno rešitev namesto nadaljevanja vojne. Ko je bil na Evropskem forumu, je rekel, moramo govoriti z Rusi. Seveda, Rusi so recimo vsiljivi sosedje, lahko imaš tudi slabe odnose s svojimi sosedi, ampak potem moraš neizogibno govoriti z njimi. Torej, paradoksalno, Budanov, ki ga nacionalisti, ki so najbolj skrajni, zelo cenijo, je dobra oseba za pogajanja. Zakaj? Ker če se pogaja on, nacionalisti mu bolj zaupajo. Vrhovna rada je ukrajinski parlament. Drugič, kot pogajalec je razorožen, rivalec Zelenskega. In tretjič, postavljen je v položaj brez moči. Četrtič, če bi pogajanja Budanova z Rusi propadla, čigava bi bila krivda? Budanova. Tako je Zelenski iskreno s političnega vidika naredil izjemno potezo. Postavil je Budanova v položaj, v zlato kletko. Je osebnost, ki je nacionalizem všeč. In torej, če se pogovarja z Rusi, ga nacionalisti ne morejo napadati, tako kot so napadali Zelenskega. In če mu spodleti, je vsa krivda na Budanovu. Ampak zakaj se Budanov in Jermak sovražita? Poleg tega, da je Budanov bližje Ci, Jermak pa bližje Angležem. In njune pozicije odražajo tudi recimo to bližino. Jermak je temu precej manj naklonjen. Jermak je proti vsakršnim pogajanjem. Naključje ali ne, Angleži so tisti, ki so najbolj nepopustljivi glede miru v Ukrajini. Američani pa so bolj naklonjeni pogajanjem. In naključje ali ne, Budanov je oseba, ki je zelo priljubljena v ameriških krogih Pentagona. Morda zato, ker se bolje razumejo med ljudmi iz obveščevalnih služb in podobno. Budanov je bil prevaran, onesposobljen, odvzeli so mu obveščevalne službe, ki jih je vodil od leta 2020 do 2026 in ga postavili za poslanca. Prišlo je tudi do spremembe glede tega, s kom so se pogovarjali. Če pogledamo, in tukaj postane stvar res zanimiva, se Budanov v Abu Dhabiju pogovarja s kom? S šefom ruskih služb. Ne z Božičkom. Srečali so se med vodji služb. Ne diplomat z diplomatom, ambasador z ambasadorjem. Vodja služb z vodjo služb. To je drugačna vrsta razprave. Bolj tehnična, po mojem mnenju. Z ljudmi, ki ti po mojem mnenju ne olepšujejo resnice. Zanimivo je videti, da so tako Ukrajinci kot Rusi poslali vodje obveščevalnih služb. In tukaj postanejo stvari zelo zanimive. Zakaj? Medtem ko se on pogovarja z Rusi, se zgodi nekaj. Se spomnite, kaj se zgodi? Prav v trenutku, ko je on dobesedno, fizično sedi v sobi s šefom ruskih služb, namestnikom šefa ruskih služb, generalom Aleksejevom, doživi atentat. To ni bil atentat, ki bi ga izvedel Budanov. Prvič, on ni bil več na čelu Gurja. Drugič, ne bi imel nobenega razloga, da bi med pogovorom s šefom ruskih služb izvedel atentat na njegovega namestnika. Treba je omeniti, da sta bila že nova vodja služb, tako notranjih kot vojaških, zamenjana z osebami, ki so bile zelo blizu Jermaku. Davitelj, Poklad, se je družil z Jermakom že od leta 2010.
In tega ne pravim jaz, in to je tisto lepo. To niso moje stvari, moje teorije ali kakšne čudne zadeve. Eksplozivni skiro, dobro, vidim, da se spomnite. Zdaj vam bom priklical še en spomin, da boste razumeli, zakaj to sovraštvo sega zelo, zelo daleč nazaj. Se spomnite, ko je v začetku leta 2022 nek ukrajinski predstavnik bil obtožen, da je ruski vohun in je bil ubit? Se ne spomnite? No, ta primer, ki se mi zdi zelo zanimiv, govorim o Denisu Kirjevu. Tako. Zdaj vam bom pokazal. Kdo je obtožil SBU, torej notranje službe, da so ubile Denisa Kirjeva? Kirjev. Kdo je obtožil službe? To je bil Budanov. Budanov se je pritožil, da so notranje službe SBU ubile Kirjeva in da je bilo njegovo telo vrženo na cesto. Budanov pravi, da Kirjev ni bil ruski vohun. Kot vodja posebne službe sem prepričan, da oseba, ki je bila naš zaposleni, torej član GUR, ni bila vohun. Prvič. Drugič pa osebno poznam gospoda Kirjeva že od leta 2009, samo da veste, je povedal Budanov. Po njegovih besedah nihče ni pričakoval, da bodo zaposleni SBU ravnali na tak način proti redno zaposlenemu v GUR. Takratni vodja SBU, Ivan Bakanov, ni mogel ničesar pravilno pojasniti. Budanov je tudi povedal, da pozna ljudi, ki so ubili Denisa Kirjeva. In tukaj pride na plano Poglad Davitelj. Lo strangolatore. Poglad Davitelj, ki je monaška figura. Zelo sporna, ker je naš prijatelj Davitelj, od katerega obstaja zelo malo fotografij, zdaj pa je napredoval na položaj namestnika vodje služb. Je bil tisti, ki ga je Budanov obtoževal, da je ubil Denisa Kirjeva. Ta oseba tukaj je ubila Denisa Kirjeva leta 2022, obtoženega, da je Rus, da je proruski, da igra dvojno igro in tako naprej. Ki pa je bil v resnici agent Budanova. In zdaj je začel opažati, da ima res neverjetno zgodbo. To so vse ukrajinski časopisi. Leta 2003 je služboval na notranjih zadevah. Leta 2010 je bil razrešen s položaja vodje oddelka za taktično obveščevalno dejavnost. Torej tisti, ki dobesedno gredo odstranjevati. In analiza oddelka za boj proti organiziranemu kriminalu pri glavni oddelek Ministrstva za notranje zadeve Ukrajine v regiji Sumi. On se je znašel v številnih škandalih in prav tam si bo prislužil vzdevek dušilec. Ravno zato, ker je bil recimo malo tu, malo tam in je bil nekoliko izginil z radarjev. Zdi se, da so ga celo spravili iz zapora. Govorimo o tipu, ki je šel v zapor zaradi izsiljevanja in drugih stvari. Ne pravim jaz, to, kar sem vam pokazal, je bila njegova tabela, kako se že reče, njegov sodni izpisek, torej je res pristal v zaporu. Zdaj je namestnik šefa služb, notranjih služb, da si lahko predstavljate. To je star članek iz 18. julija 2008, kjer govorijo o pokladu. Najprej nekaj besed o domnevni žrtvi, šefu policije. Sodeloval je s šefom policije v Sumiju in tudi v Odesi. Bil je oseba vpletena v napade na policijo, bil je povezan z izsiljevanjem, o katerem se ne ve veliko. Leta 1996 je bil obsojen na 6 let zapora za plembo zaradi izsiljevanja.
Pritožbeno sodišče je potrdilo sodbo. Po 2 letih in pol je bil izpuščen zaradi amnestije, posebnega zakona, ki je bil sprejet v letih 2001-2002. Kaznijo je prestajal v varovanem centru v Katelareju in v zaporu v Poltavi. Bil je izpuščen, ne, brez pomoči Plušnika. Plušnik je bil praktično šef policije. Teorija, ki jo piše veliko preiskovalnih novinarjev o tej osebi, je, da je pristal v zaporu, ga je policija spravila ven in nato je postal policijski ovaduh, praktično. Tako je bil deloma v svetu izsiljevanja, mafije in podobno, deloma pa je bil ovaduh. Organi pregona imajo močne sume, Podslat pa je bil vpleten v več drznih umorov. Bližnje povezave. Ivan Djaščenko, predsednik okrožnega sodišča Krivkovski, Vladimir Glanc, namestnik vodje oddelka za nadzor organiziranega kriminala. In še mnogi drugi. Torej, celoten seznam vseh različnih oseb, med katerimi je zadnja obtožba Budanova, da je ubil njihovega človeka, ker je bil to njegov način, vozil jih je z avtom, jih zadavil in jih nato zapustil. Recimo, da je vsaj 1/10 tega, kar pišejo Ukrajinci, ne jaz, preiskovalni novinarji in tako dalje, res o tem liku. Dejstvo, da je danes namestnik vodje notranjih služb, si da malo misliti, kaj ne? Nekako tako, kot da bi postavil šefa, ki je precej vpleten v sumljive zadeve. Torej, povzemimo. Zdaj imamo Poklada, ki je namestnik vodje ukrajinskih notranjih služb. In kaj je prva stvar, ki jo Poklad naredi, zdaj, ko je namestnik vodje ukrajinskih služb? Kaj mislite vi? Skupaj z Zelenskim se praktično lotita čistk. Poleg tega, da so že odstranili vodje vojaške službe in službe za kontraobveščevalno dejavnost, za notranjo varnost, kar bi bilo za Izraelce Shin Bet, Zelenski napoveduje čistke nelojalnih uradnikov SBU. To je 16. februar 2026. Kdo je po vašem mnenju oseba, ki je na fotografiji poleg Zelenskega? Tako je, davitelj. Anche senso. Pozdrav. Nabu e Sapu ti hanno fatto fuori Yermak, che era comunque uno dei tuoi più fidati. C'è la tendenza, quando si viene attaccati, a circondarsi da, diciamo, še bolj trdni ljudje, še bolj neusmiljeni pri nadaljnjem koncentriranju moči, ker nikoli ne veš, ljudje, ki so pripravljeni na vse. Tako, Poklad je zagotovo ena od teh oseb. Nisem vas hotel dolgočasiti z vso njegovo zgodbo. Preberite si o virih, ker resnično deluje kot nekdo iz Scarface ali Botra. Strani in strani nenavadnih zgodb, v katere je bil vpleten. Končal v zaporu, potem pa iz zapora začne delati za službe. Mal čudno je, da nekdo konča v zaporu, potem pa začne delati za službe. Ponovno poudarjam, oseba, ki jo je Budanov obtožil, da je ubila člana GUR-a. Torej, začetek vojne. Poklad zdaj praktično pomaga Zelenskemu. Saj bo nadzoroval odstranitev osebja ZBO, ki ne služi Ukrajini, ampak ima druge interese. Potem pa ni povsem jasno, v kakšnem smislu. Meni se zdi, da je Budanov služil državi, celo precej dobro. Praktično se rojeva čistka znotraj služb. Predvsem ljudi, ki jih je verjetno Budanov v teh 6 letih postavil. Tako da poleg odstranitve Budanova čistijo, začeli so pri najvišjih položajih, čistijo vse tiste ljudi, ki jih je verjetno izbral Budanov. Da bi postavili bolj lojalne ljudi vladi, namesto človeku, ki jih je izoblikoval. Vedno obstaja strah,
tudi pred oblastmi znotraj Ukrajine, med oblastmi služb, vojske, nacionalistov in tako naprej. Ponovno poudarjam, to so vse stvari, ki sem jih postavil v kontekst, vendar so v bistvu vsi to članki ukrajinskih časopisov. Nič več in nič manj. To je Ukrinform, da si ustvarite predstavo. Predsednik Volodimir Zelenski je izjavil, da je zadolžil vršilca dolžnosti vodje ukrajinske varnostne službe Hmaro in namestnika vodje Aleksandra Poklada, da delata na čiščenju ukrajinske varnostne službe. Zdaj, prositi nekoga, ki mu pravijo davilec, naj očisti tvoje službe, ne zdi se mi najbolj primerna oseba, razen če gledamo stališča neusmiljenosti. O tem se popolnoma strinjava. Dodam še en močan argument. Medtem ko se je vse to dogajalo, torej Budanov je bil odstranjen, na njegovo mesto je prišel Jermak, Poklad pa je bil imenovan za namestnika vodje notranjih služb. Zaluži, ki običajno ne govori, je izpostavil to, ker je koristno delati te prenose v živo in vse povezovati. Zaluži iz Anglije pravi, da je bil eden od njegovih Zaluži napaden, ti prekleti napadi. Naredili so mu racijo. Poslal ga je Jermak leta 2022, ko je bil poveljnik. Še vedno iz SBU. Tako tudi Zalužni izkoristi priložnost, da si iz Anglije poravna nekaj računov. Nekdanji vrhovni poveljnik Ukrajine Valerij Zalužni je v intervjuju izjavil, da je ukrajinska varnostna služba SBU vdrla v njegovo pisarno septembra 2020. Dva je poročala Associated Press. 18. februarja, vidite, je vse skupaj prišlo ven, približno februarja letos. Racija naj bi se zgodila v času naraščajočih napetosti med Zalužnim, ki je trenutno veleposlanik Ukrajine v Združenem kraljestvu, in predsednikom Volodimirjem Zelenskim. O tem, kako braniti državo pred obsežno invazijo Rusije. Pravzaprav Zalužni, če preberete intervju, daje vedeti, da je za tem Jermak. Tudi zato, ker v članku Financial Timesa izhaja, da je bil Jermak tisti, ki je izvajal takšne operacije. Sredi velikega korupcijskega škandala, ki je na koncu prisilil Jermaka k odstopu, je Zalužni novembra javno zahteval politične spremembe v povojnem obdobju. Opaziti treba, da je treba tudi te stvari povezati. Bi moral septembra 2022 izvesti racijo notranjih služb, ki jih je Jermak zagotovo poslal k Zalužnemu. Generalštaba, in tam sem imel srečo, ker imam dober spomin, sem se spomnil, kaj se je dogajalo septembra 2022. Poglejmo, če se vi spomnite, kaj se je dogajalo septembra 2022 v Ukrajini. Septembra 2022 so bile ukrajinske ofenzive v Hersonu, Izjumu, Limanu, Kupjansku. In umik Rusov iz Hersona oktobra in novembra. In kaj je želel narediti Zalužni? Zalužni je želel izvesti te ofenzive. Liman in Herson ne. Ker je leta 2024, potem ko so odstranili Zalužnega, dal ta intervju tukaj. Ker je želel ofenzivo na Zaporožje leta 2022. Zalužni je vztrajal pri pogumni protiofenzivi leta 2022. Želel je izvesti protiofenzivo na Zaporožje leta 2022. Tako je lepo, ko uspeš povezati vse te stvari. In Zalužni izpostavi to dejstvo, da je doživel ta napad v svojih pisarnah, strani notranjih služb, ki jih je septembra poslal Jermak. In tam sem se spomnil, da so bili točno tisti meseci, ko se je dogajala ofenziva na severu. Če povežemo ta intervju iz leta 2024, kaj je bilo septembra 2024, kjer je rekel, da želi izvesti ofenzivo na Zaporožje. Ne na severu, pravzaprav je protiofenzivo na severu, predvsem na območju Kupjanska, Izjuma,
Limana vodil sirski? Torej je verjetno razlog, zakaj je doživel tisti napad, ta, da je bil proti. In tam se začnejo. Vsi spori med njimi se začnejo celo pred protiofenzivo leta 2023. Se spomnite, da je na neki točki Zalužni popolnoma izginil med koncem leta 2022 in poletjem 2023. Iz časopisov izgine, ne daje več intervjujev, ni več nobenih videoposnetkov. Pojavi se zgodba, da so nanj izvedli atentat. Tista slavna granata, za katero naj bi bila lažna, a je bila resnična, na njegovega namestnika. Take stvari, celo Rusi so govorili, da je bil ranjen in tako naprej in tako naprej. Vidite, veliko stvari. Zdaj se počasi vse povezuje, tako da imamo zelo zanimivo sliko. Ja, kakšni so notranji položaji? Zdaj končno lahko povežemo, kdo je s kom in zakaj. Torej, v to shemo odnosov bi morali v resnici dodati tudi Zalužnega. Imamo Jermaka, ki je tukaj težil. Predstavljajte si še Zalužnega, ko je bil proti. To je prav njegov klasičen način delovanja. Torej, če se vrnemo k temu, kar se zdaj dogaja, imamo Jermaka, ki je uporabil Maljuka za napad na Zalužnega, vendar se je Maljuk zavrnil, da bi mu pomagal proti Nabuju in Sapu. Torej, preden so mu spodnesli stolček, so nastavili Poklada, ki je prav tisti, ki je ubil človeka iz Budanovih služb med pogajanji leta 2022 in katerega se Budanov dobro spomni. In ki je zdaj na položaju namestnika SBU. Ki izvede atentat na namestnika vodje ruske vojaške obveščevalne službe Aleksejeva, ravno med tem, ko Kostjukov, vodja ruske vojaške obveščevalne službe, govori z Budanovom. Smo skupaj? Tako se tudi malo razume, kaj se dogaja in kakšne so notranje linije. Torej, moramo govoriti o tistih, ki so bližje Američanom, kot je Budanov, in o tistih, ki nočejo nikakor govoriti, kot je Jermak. Ki so v preteklosti naredili marsikaj, da bi pogajanja propadla. Ni, da bi Rusi ponujali ne vem kaj, ampak tudi on je prispeval k temu. In vedno je izkoristil službe, kadar je lahko, da se je postavil vmes. Torej, še danes Jermak prek Poklada uveljavlja določen vpliv, s katero poskuša metati polena pod noge Budanovu. Ker, kot so že prej rekel, z političnega vidika, če Zelenski zaupa Budanovu, da vodi ta pogajanja in ta pogajanja propadejo, pogosto Jermak pomaga, da ta pogajanja propadejo. Zagotovo bo vso krivdo prevzel Budanov. In medtem novi vodje služb, Ivašenko in Kamara, spodaj. So to gledajo, kako so njihovi kadri očiščeni in zamenjani z ljudmi, ki so seveda bolj zvesti Zelenskemu. V primeru Poklada pa ga je celo postavil Jermak. Recimo, da bodo notranje čistke v ukrajinskih varnostnih službah zagotovo pripeljale do tega, da bodo na položaje postavljeni zamenjave, ki so bližje Jermaku, tako da bo Jermak še naprej ohranjal svojo moč. Čeprav potem, recimo, na nominalni ravni praktično nima več nobene funkcije. Poklad in Jermak, kot boste prebrali tudi v različnih člankih, se poznata že kar dolgo, že precej časa. In poleg vsega tega so vmes seveda tudi nacionalistične sile, torej govorimo o armadnih korpusih Azova in vse ostalo, kar sodi zraven. Bili so, ne vem, če so še vedno zelo naklonjeni Budanovu, zagotovo pa niso bili naklonjeni sirskemu. Velikokrat. Bilecki in poveljniki Azova. Azov je zdaj organiziran v 2 armadna korpusa. Ne govorimo o bataljonu, brigadi ali diviziji, zdaj govorimo o 2 armadnih korpusih. Veliko člankov, ki jih je napisal Bilecki, ki ga v določenih krogih imenujejo Beli Führer, zahteva odstranitev sirskega, ampak že dolgo.
To so vse članki, ki se nanašajo prav na te, v narekovajih, nepolitične ambicije. To so vojaške ambicije. Zakaj sta se Azov in drugi oblikovali v dva armadna korpusa? Ker kot brigadni general nikakor ne moreš biti primeren za vlogo načelnika generalštaba. Če pa si general armadnega korpusa, pa lahko. Torej imaš več možnosti. Pravzaprav so oni tisti, ki gredo do konca. Bilecki. V Ukrajini preveč razmišljajo o premirju, namesto da bi ga približali s tem, da bi naredili vojsko bolj učinkovito. Oni vidijo možnost premirja, konca vojne samo s silo. Tako je bil tudi pameten z vidika Zelenskega, da je postavil Budanova, ker mu je s tem odvzel moč v obveščevalnih službah. On je blizu. Nacionalistom, zato bi bile pogajanja, ki bi jih vodil Budanov, recimo temu, bolj sprejemljiva za nacionaliste. Težko bi se obrnili proti Budanovu, saj je bil vedno eden njihovih simbolov. Za Budanova ne moreš reči, da se ni boril za Ukrajino ali da ni trd človek. Zato ima tudi to smisel. Oni so zagotovo tisti, ki so najmanj pripravljeni na kompromise, saj vidijo morebitni zastoj in okrepitev ukrajinske vojske kot najboljšo rešitev za mir. Napisali so mu pesmi. Nacionalisti imajo več pesmi, posvečenih Budanovu. Zato je težko, da bi se obrnili proti enemu od svojih simbolov. Tako da je bila ta poteza z političnega vidika zelo pametna s strani Zelenskega. Torej, kot vidite, ko govorimo o parlamentu, so v resnici znotraj različne sile z različnimi pogledi. Mimogrede, če želimo iti še globlje v to zgodbo. Kdo je moški, ki je odgovoril Trumpu? V letih 2016-2017, ko je Trump prosil Ukrajino za pomoč pri iskanju informacij o Hunterju, Bidenu in tako dalje, Jermak. Trump je takrat neposredno poklical Jermaka. Da bi zaščitil Zelenskega, se je umaknil, recimo naredil se je zaščit. Zdaj je leto 2019, no nisem ga navedel med viri. Poskušali so Trumpu ne dati tistega, kar je iskal, torej orožja proti Bidenu, vendar je bil Jermak tisti, ki je govoril s Trumpom. Tega se je spomnil. Da, primer Burisma Holdings, angleška banka, ki je imela različne posle, Ukrajina. Vpleten je bil sin Hunterja Bidna in še druge čudne stvari. Zakaj je vse to pomembno? Ker je Jermak, morda po krivici, mislil, da ima dober odnos s Trumpom, se je takrat vseeno poskušal dati nekaj proti Bidenu. Ampak ideja takrat je bila izmenjava informacij v zameno za sprostitev skoraj $500 milijonov vojaške pomoči Ukrajini. In prav Jermak je organiziral znamenito srečanje med Trumpom in Zelenskim v Beli hiši, tisto, ki je potem propadlo. Morda je precenjeval odnose, ki jih je imel, ali kaj podobnega. To vam pove, kakšno raven vpliva je imel. Je imel v rokah še do pred kratkim. Torej, ko govorimo o slavnih teorijah, kot je bila tista, da je Boris Johnson ustavil Ukrajince v Istanbulu in podobno, meni je to smešno, ker se vedno omenja Arakamija. In Arakamija je v enem intervjuju, to so tiste zvijače, ki jih počnejo nekateri časopisi, kaj ne? Pravijo, da je Arakamija rekel, da je Boris Johnson prišel, torej ne, citirajo ga, potem pa nikoli ne dajo povezave, jaz pa si stvari vedno pogledam sam. Arakamija pravi, da je Boris Johnson prišel, ko so se oni že vračali. Torej ni mogel biti odločilen, ampak tega sploh ni bilo treba, ker kot vidimo je že od začetka potekal boj med notranjimi službami in vojaškimi službami.
Vseeno računam na politične naročnike, ki to vidijo. Ne vem, kaj se je zgodilo. Kar zadeva tistega Budanovega človeka, Denisa Kirjeva, ki je bil ubit, obtožen, da je ruski vohun s strani notranjih služb, morda je res dosegel rezultate, ampak čudno je obtožiti takega človeka, ker je bil Denis Kirjev eden tistih, ki so napovedali vojno. Bil je eden tistih, ki je nekaj dni pred vojno, pa tudi v mesecih prej, podobno kot je to storil Arestovič, rekel: Poglejte, Rusi nas bodo napadli, zato nima smisla, da bi izdal. Še posebej, če je bil agent. To so čudne zgodbe, ki pa dajejo vedeti, da tudi znotraj pogajanj v Ukrajini obstajajo različne skupine. In niso vse povezane z Zelenskim. Nekatere so povezane z Jermakom, nekatere z notranjimi službami, nekatere z vojaškimi službami, ki so prav tako glasniki za druge, ki ne govorijo ali imajo moč, kot so nacionalisti, vendar to izražajo prek Budanova in torej Zelenskega. Ko nekoga imenuje, mora upoštevati tudi, koga ta oseba predstavlja, ko govori. Zato je zelo težko sprejeti pogajanja. Kot vidimo, obstajajo različne šole mišljenja in vsaka skuša spodkopati tisto, kar počne druga. Zadnji napad, tisti v Abu Dhabiju, na namestnika vodje ruskih služb, medtem ko Budanov govori z vodjo služb. Chiaramente opera poklad po nalogu Jermaka, ki poskuša spodkopati ta pogajanja. Tudi zato, ker obstaja vsa prejšnja zgodovina, kako je bil on izjemno proti. Preberite si še enkrat članek v Financial Timesu. Ker če povežete vse te stvari, ena potrjuje drugo in vse se popolnoma ujema. Zato sem bil izjemno skeptičen. Čeprav so obstajali pritiski, zagotovo strani Američanov in vseh drugih, dovolj bi bilo, da bi se Združene države in Američani dogovorili, pa bi Ukrajinci pogoltnili kakršenkoli dogovor. Nikakor ne. Obstajajo izjemno različne linije tudi znotraj Ukrajine. Dal sem vam veliko več virov o tem, poskušal sem v teh 50 minutah strniti vse te stvari. Lahko pa greste veliko globlje in si ogledate stališče Budanova glede pogajanj, njegove izjave. Lahko si ogledate tudi časovni potek, kdaj se zgodijo določeni napadi in tudi, kaj se je zgodilo z namestniki vodje obveščevalne službe. Kot Kamara. Zakaj so izbrali Kamaro? Zakaj je bil izbran on namesto tistega drugega? Drugi, ker se je ta zavrnil sodelovati pri zaščiti. Iz preiskave. Ampak zakaj so izbrali tega novega? Ker je ta novi vseeno blizu Jermaku, tako zelo, da sta se poznala. Pravzaprav je veliko razprav, ki morda do nas ne pridejo, ker niso posebej zanimive za italijansko občinstvo in podobno. V Ukrajini pa se veliko razpravlja, ker je veliko blogov, ki se ukvarjajo z notranjo politiko. Potem si predstavljajte, v času vojne, vse te stvari morajo biti za same Ukrajince še posebej zanimive. Zanimivo je videti, kdo je izbran, tudi glede na to, komu je blizu. Hvala, in to pišejo sami Ukrajinci. Zdaj ti bom odgovoril na vprašanje, če ga uspem najti. Poglejmo malo. Tukaj je. Kako verjetno je, da bo Rusija razpadla v naslednjih letih? No, bomo videli. Zdaj preidem na drugi del videa, ki je posodobitev dogajanja na terenu. In zavedali se bomo, da sta utrujenost prisotni pri obeh. Obstaja tudi vprašanje ciljev za Rusijo. Saj zakaj bi nekdo, ki zmaguje, sedel za pogajalsko mizo z Ukrajinci in Američani? Ker z vidika strategije Rusija ne more doseči nobenega od ciljev, ki si jih je zastavila na začetku. Naj bo to odstranitev ukrajinske vlade in postavitev bolj proruske vlade,
Nova Rusija. Do Odese doseganje odprave sankcij, priznanje zasedenih ozemelj, vzemite, kar želite. Vse te stvari tukaj ni mogoče doseči samo zato, ker zavzameš vas X ali Y, nič več in nič manj. To lahko dosežeš samo tako, da se ponovno spraviš z mednarodnim sistemom, z Američani in z vsemi ostalimi. Če nekdo zmaguje, mu ni treba strateško zahtevati teh stvari. Torej, kakšen je minimalni rezultat, ki so si ga, po mojem mnenju, Rusi zadali? Vsaj toliko, da bi lahko rekli, da je misija opravljena in poskusili končati vojno. Dokončanje zavzetja Donbasa. In zdaj bomo videli, da so vsi napori usmerjeni v to smer. Kar pa je zelo skromen plen za vojno, ki traja že dlje kot sovjetska udeležba v drugi svetovni vojni. Kar zadeva Ukrajince, ki so opustili želje po vrnitvi na meje iz leta 1991, kar je bila nekoliko smešna iluzija. Preživetje je že lep cilj. Nekako tako kot Finska proti Rusiji, nihče ne bi pričakoval, da bo Finska premagala Rusijo. Tako kot nihče ne bi pričakoval, saj jaz nikoli nisem pričakoval, da bi Ukrajina premagala Rusijo, da bi uspelo priti nazaj na meje iz leta 1991. Pravzaprav sem bil jaz eden tistih, ki so bili odločno proti ofenzivi leta 2023, prav zato, ker nisem zaupal Evropejcem. Nikoli nisem zaupal praznim obljubam, štel sem orožje, ki je prihajalo in tako naprej, ter gledal, koliko ga je bilo. Kaj pa časovni roki? Zato nikoli nisem jemal za samoumevno, da bosta Evropa ali Združene države še naprej podpirali Ukrajino. Pri enakih količinah kot leta 2023, če ste opazili, so se dejansko zmanjšale. In zato je bila po mojem mnenju najboljša možnost za Ukrajince, da zberejo vse te vire in ostanejo v obrambi. In iskreno, še vedno mislim, da če ne bi izvedli ofenzive leta 2023, bi z veliko verjetnostjo, če ne bi zapravili teh virov ali se trmasto držali pri Bahmutu, vredno ne bi padla niti Avdijivka, če bi te vire uporabili samo za obrambo. Ob tem se spomnim, da je med nekaterimi povezavami, ki sem vam jih dal, tudi zanimiva zgodba, ki jo pripovedujejo različni pričevalci. Da ideja, da bi obdržali Bahmut do konca, sploh ni bila Zelenskega, ampak je bila Jermakova, ki jo je uveljavljal prek Sirskega in drugih generalov. Ti pa so se pritoževali, zakaj? Ker je bil Bahmut trdnjava že od leta 1670. In bila je ta ideja, da bi ustvarili mitološki ukrajinski Alamo, ki bi se branil zavedno, sem rekel takrat. Torej, lahko si greste poiskati tudi videoposnetke. Vedno sem govoril, da se mesto ali kraj drži, dokler je to koristno. Za branilca v smislu, dokler si sposoben povzročiti več izgub nasprotniku kot sebi. In zato nikoli ne smete vezati obrambe mesta na neko zgodbo, ker drugače ga branim le, dokler povzročam več škode nasprotniku kot on meni. Potem, ko jo bom izgubil, ker sem si za njo ustvaril ogromno zgodbo, sem prisiljen braniti jo tudi takrat, ko to ni več smiselno. Ni več pametno to početi iz simbolnih razlogov, skoraj kot da moram braniti svojo lastno pripoved, ki sem jo ustvaril o obrambi. In Ukrajinci so pogosto padli v to past. Tukaj je to precej dokazano tudi s številkami. Če se spomnite uhajanja dokumentov te šere ameriškega letalca, ki je na Discordu objavil poročila. Ta poročila pa so bila namenjena neposredno ameriškim generalom s 3 ali 4 zvezdicami. Da so v prvi fazi Bahmuta Ukrajinci res povzročali izgube v razmerju 4:1, 5:1. Predvsem Wagnerjevi zaporniki. In da so zaradi trme poskušali braniti mesto do zadnjega, tudi ko je bil na voljo le še majhen koridor. Potem se je ta prednost zmanjšala na 2:5:1 in to je težnja, ki jo imajo Ukrajinci že kar nekaj časa. To vprašanje se zastavil tudi Arestoviću. Zakaj so še naprej dopuščali, da so mesta skoraj obkoljena, preden so jih zapustili? Pridemo do Alama,
mislim, da je to tudi nekakšen asociativni učinek za Američane, ki svoje zgodovine ne poznajo prav dobro, a vsaj tiste bitke se spomnijo. Prejdimo na to, kar se dogaja zdaj, ker se mi zdi zanimivo. Nočem narediti zelo dolgega prenosa v živo, želim poskusiti strniti informacije. Na območju Sumi v tem obdobju Rusi še naprej pridobivajo ozemlje skoraj povsod. Recimo v velikem polkrogu okoli Sumija Rusi so zelo dejavni. Kot lahko vidite, to ni posebej dobro branjen teritorij, vendar še naprej, kot vidite, zavzemajo pasove ozemlja vse naokoli. Ni nobenih ofenziv v teku, ni velikih operacij, preprosto zavzemajo ozemlje tam, kjer lahko. Morda gre tudi za vprašanje. Poročila. V kakšnem smislu poročila? Videli smo, da obstaja težnja, da vsak mesec gredo na televizijo ali pa posnamejo videoposnetek s Putinom, Šojgu, kjer morajo povedati, kaj so ta mesec osvojili. X kvadratnih kilometrov, potem ni pomembno, ali so to hruškovi nasadi, ali pomemben logistični center. Gledajo kvadratne kilometre, da bi izpadli dobro. Ker z operativnega vidika ta pas zemlje tukaj nima skoraj nobene vrednosti. Rusi bi si lahko vzeli tudi 30 kvadratnih kilometrov tukaj. V redu, zavzel si vasi z 10 hišami, ampak če potem iz tega ne nastane ofenziva, manever itd., si zavzel kakšno polje. Dejstvo je, da to počnejo in da mi ne zaznavamo množičnega kopičenja sil, ampak so bolj ali manj iste sile, ki so bile vključene že prej. Ni tako, da bi rekel, počakaj. Pripravljajo teren, da bi potem poskusili udariti na Sumi. Ne, bolj ali manj so to iste sile, ki so na tem območju prisotne že približno 1 leto. In zavzamejo ozemlje, ki nima nobene vrednosti. Podobno kot takrat, ko Ukrajinci občasno izvedejo vdor bolj na jug in zavzamejo 10 kilometrov ozemlja pri kakšni vasici. V redu, samo da povem, vrnili smo se v Rusijo. Recimo, najbolj pameten namen, ki ga vidim v takšni stvari, je postopno približevanje Sumi, postopno krnjenje položajev, da bi lahko začeli uporabljati drone nad Sumi. Da bi jo poskušali spremeniti v mesto duhov ali povzročiti škodo, jo narediti v frontno mesto, da bi jo izpraznili. Vojaška vrednost je nič. To pomeni, da Ukrajinci, ki so v okolici po gozdovih, ne bodo odšli. Ampak to se dogaja skoraj po celotni Harkovski fronti. Kar se tiče Sumija, kot vidimo, je veliko majhnih ruskih akcij, ki pridobivajo ozemlje. Območje varovanega pasu naokoli, ki pa nima posebnega pomena. Kaj praviš? A od tam to počnejo? Torej, če zavzameš ta kotiček na meji, to še ne pomeni, da se bo nenadoma začela ofenziva proti Harkovu iz tistega kotička. Tam si pridobivajo ozemlje. Ampak ne vem, ali gre za simbolno gesto ali preprosto za ustvarjanje varnostnega pasu, ampak ni kakšnih večjih premikov. Mimogrede, Ukrajinci v rumenem tukaj prav tako vzpostavljajo celoten obrambni sistem. Kot lahko vidite, je precej osredotočeno seveda na Harkov, na Sumi. In kot lahko vidite, tudi oni ne branijo meje, ampak branijo precej v ozadju. Torej, ves ta pas zemlje tukaj je v narekovajih sporen. Kot lahko vidite, ni prišlo do spremembe. Ne vidite velikih kopičenj sil, čeprav je to paradoksalno območje, kjer so zavzeli največ ozemlja, in območje, kjer je najmanj sil. Prav tako pa je tam tudi manj ukrajinskih sil. Po drugi strani pa, kot vidimo, te manevre tukaj niso posebej izrazite. Ne razkrivajo kakšnega posebnega gibanja. Tukaj pa Rusi že nekaj mesecev začenjajo povečevati svoje sile. Smo severno od Kupjanska, tukaj se že kar nekaj časa kopičijo sile. Do zdaj, če tako rečemo, neuporabljene, ker niso ravno postavili kakšnega posebnega vprašanja.
Kako se znajdejo italijanski kentavri? Glej, zadnja novica, ki sem jo imel o njih, je bila njihova uporaba, ko so Ukrajinci ponovno zavzeli Kupijansk. To je bila zadnja zabeležena uporaba kentavrov. Potem ne vem, če jih uporabljajo vsakodnevno za manjše operacije, ampak recimo določeno število kentavrov uporabljeni so bili za hitro vpadno akcijo, zagotavljanje ognjene podpore in omogočanje ekipam, da vstopijo v Kupijansk. Torej, kot vidimo, v Volčansku, ki je med Harkovom in Sumijem, ostaja situacija bolj ali manj enaka. Lahko pa obstaja tudi drug namen, saj Ukrajince prisili, da preventivno razporedijo enote in imajo veliko dela. Tudi ta zavzetje ozemlja strani Rusov, ki ni posebej pomembno, tukaj je Volčansk, da si predstavljate. Kot vidite, so Ukrajinci na podoben način prisiljeni, da vsakič, ko Rusi nekaj zavzamejo, za vsak slučaj tja postavijo enote. Na Kupijansku, kot vidimo, so Ukrajinci v teh mesecih popolnoma osvobodili območje po pojavu Zelenskega. Čeprav je bil video posnet nekoliko prej, so Rusi ponovno zavzeli nekaj ozemlja na severu. Na tem ozemlju skoraj da ni ničesar razen jarkov. In zadnje čase izvajajo veliko vpadov, prihajajo celo v najbolj južni del mesta. Ampak ni bilo večjih sprememb, razen tega, da je večina ukrajinskih enot nameščenih na zahodni strani, zato niso zelo izpostavljene nevarnosti, da bi bile odrezane. Recimo, da so se Ukrajinci naučili lekcije in držijo položaje, bodite pozorni na to. Izvidniški bataljoni, 33. mehanizirana, 43. brigada mehanizirane pehote. Vse bolj mehanizirane enote imajo na drugi strani, ker imajo največjo sposobnost premikanja v primeru potrebe. Bataljone, recimo kot brigada strelcev, te enote lahke pehote imajo že razporejene na zahodu. Poglejmo, kaj se dogaja v Siversku. Soledar in slovjanske Kramatorske. Če se spomnite, sem vam v prejšnjem prenosu v živo povedal, da imam informacije, da so se Ukrajinci umikali na to območje, da bi popravili linijo. In tako se je tudi zgodilo. Potem mi nekdo reče, ampak kako potem preveriš informacije, ki ti jih dajo? Čas pove svoje, ni veliko za povedati. Če bila informacija dobra, boš časoma videl, da se stvari zgodijo. Torej, zahvala Gotmogu, ki ga pozdravljam. Videli smo, da so se v teh tednih Ukrajinci na tem območju umikali nazaj. In racionalno ima to smisel, saj se je tudi tam ustvaril nekakšen kotel v obliki Podkve, brez kakih posebej pomembnih vasi, ker ima obramba torej veliko smisla. Da se Ukrajinci umikajo na varnejše položaje, v varnejše razmere. Torej, kot vidimo, tudi za popravek linije se linija skrajša in tako se lahko ukrajinske enote razporedijo bližje ena drugi. Torej, več enot nakadrat metle, ustvariti strukturo. In tako je še ena, recimo njihova obramba. Okoli hribov, kot se imenuje Mikolajivka, Mikolajivka je urbano središče, ki se nahaja pred jezeri, vodnimi rezervarji Slovjanska in Kramatorska. Tukaj, kot ste videli, se je ustvarjalo to ozko grlo v obliki Podkve. Ukrajinske enote se ponovno razporejajo, vse skupaj sistematično, verjetno se bodo umaknile okoli te linije. Za obrambo. Tukaj je veliko aktivnosti, ker je zagotovo, kot smo rekli, minimalni cilj za Ruse vsaj priti do konca tega leta. Potem bomo tudi videli. Tudi možnosti, saj so številni ukrajinski viri, tudi uradni, govorili, da obstaja nevarnost prihoda 20,000 Rusov za to ofenzivo. 20,000. Gospodje, 20,000 je en mesec te vojne. Približno v ofenzivni fazi.
20 tisoč so izgube med mrtvimi, ranjenimi, pogrešanimi in tako dalje, ki so se zgodile v letih 2024-2025. Tudi podcenjujem, dosegli so tudi vrhove 30 tisoč na mesec. Ko slišim govoriti, ko slišim Ukrajince, ki pravijo, da če ne pride 20 tisoč Rusov za ofenzivo, sem rekel, ali sem jaz narobe prebral? Morda 200 tisoč, ker 20 tisoč za ukrepitev ofenzivnih naporov. To me navede na razmišljanje, da morda ni več ljudi na voljo. Potem vedno povezuješ stvari skupaj. V zadnjih 4 mesecih se je komercialna ponudba povečala za 100%, ki je že prej narasla za 400% od leta 2022 do danes. In jaz vedno ostajam pri tem mnenju, morda se motim, ampak rad povezujem stvari skupaj. Odstranitev dostopa do WhatsAppa, Telegrame, povečanje komercialne ponudbe za tiste, ki se želijo prijaviti v vojsko. Splošna neaktivnost Rusije, ker recimo v teh 4 mesecih ni bilo kaj dosti videti. To mi res daje misliti. Morajo izvesti novo mobilizacijo in zato odstraniti ljudi. Recimo, odstraniti jih iz prostih družbenih omrežij. To je potrebno za zajezitev morebitnih pritožb, ker so številke, ki jih navajajo, zelo nizke in tudi dejavnost, ki jo vidimo na terenu, je posledica mraza. Je pa Bog ne daj. Tisto, kar se je zgodilo novembra, decembra, januarja v Ukrajini, je bilo v veliki meri posledica strašnega mraza, ki je zagotovo onemogočil drone. Počasnil je operacije, na obeh straneh, vendar običajno. Aprila, maja so se že začele prve ruske operacije, junija, julija že. Moral bi biti v polni ofenzivi, da dobiš predstavo. In namesto tega se nič od tega ne vidi, razen na območju okoli Limanu, Liversku, Soledarju, Kramatorsku, Slovjansku in Kostjantinivki, kot bomo videli. Torej, zdi se, da nekoliko zmanjšujejo svoje cilje. Smiselno je početi to, kar počnejo na severu, če je cilj zavzeti nekaj tamponskih con. Da bi Ukrajinci preusmerili sile tja, zakaj morajo to storiti? Ampak iskreno, to potrjuje približevanje Rusije. To absolutno ni problem. Ni tako, da ni problem. Ni, da ni. Nočem iti tja. Hvala. Imamo različne stike, tako tam kot v Kostjantinivki. Tudi oni nam pravijo, da zavzamejo 5 kvadratnih kilometrov na obmejnem območju. Vendar ni neke velike aktivnosti v tej smeri. Torej, če se vrnemo na območje Siversk, Soledar, Ramatov, Slovjansk, se mi zdi, da je ruski napor zelo osredotočen na prihod do Kramatorska in Slovjanska. Vsaj, da bi zavzeli Donbas, to je iz 23:04, 25:04. Jasno se vidi, kako počasi potiskajo Ukrajince nazaj proti območju Mikolajivke. In Ukrajinci bodo verjetno zasidrali obrambo okoli tega območja na tem obrambnem sistemu. Torej bo večina leta 2026 namenjena približevanju Rusov proti Kramatorsku, Slovjansku in verjetno skupnemu naporu, ki ga Rusi izvajajo pri Kostjantinivki. Kostjantinivka je v precej slabem stanju, vem, da se je včasih več pozornosti namenjalo posameznim situacijam. Napredek, ki se zdaj dogaja pri zavzemanju mest, je izjemno počasen. Poleg tega sem danes gledal članek Ribarja, ki je ruski think tank, kjer na območju Pokrovska uporabljajo matične drone za prenašanje drugih dronov, da lahko izvajajo praktično preprečevanje premikov celo 70 km za frontno linijo. Torej popolna prepredenost. Povsod prisotne dejavnosti dronov s to idejo matičnih dronov, ki letijo z drugimi droni, ki so ugasnjeni ali vsaj v stanju pripravljenosti, tako da ne porabljajo veliko energije. To je malo tako, kot tista zgodba, se spomnite pravljice o škorpijonu in želvi.
O škorpijonu, ki hodi po hrbtu želve in želi prečkati vodo? Ne tista morala, kjer škorpijon piči želvo in ji reče, tako bova oba umrla, ker sem škorpijon in to je moja narava. Ampak o tem govorim. Praktično imaš velik dron, ki nosi druge drone, torej pride do največjega dosega, ki ga lahko doseže, nato pa spusti druge drone. To jim omogoča, da imajo še večji doseg. V zadnjem času uporabljajo, a je bila žaba, jaz se spomnim žabe in želve. Žaba in škorpijon. Torej verjetno služi za še večje oviranje, ampak to pomeni, da je manj možnosti presenetiti nasprotnika. Ker če celo droni pridejo 70 km za črto, Mirko Task, vojna med vprašanji mesecev nima. Ne, po mojem mnenju je to pretiravanje, Taska. Po mojem mnenju imajo mnogi politiki tudi namen ustvariti ta občutek nujnosti, ker je vojna, kot je očitno mogoče videti, zelo upočasnjena. Zato včasih mogoče kakšen politik mal prebrisan poskuša stvar predstaviti kot bolj nujno vprašanje, kot pa v resnici je. Tako da po mojem mnenju obstaja tudi ta vidik. Pretiravanja tudi zato, ker je zmeda v Iranu znižala prag pozornosti. Do teh stvari. Poglejte, koliko nas je v prenosu v živo. Smo 2000. Običajno, ko smo govorili o Ukrajini, 4000, 5000, 6000. To so številke, ki smo jih dosegali v prenosih v živo o Iranu pred 2 tednoma. Če se spomnite, na prvem prenosu v živo o Iranu je bilo 9000 ljudi. Kar je bilo približno toliko kot pohod Prigožina. Spomnim se, ko sem spremljal pohod Prigožina, je bilo skoraj 10 000 ljudi v prenosu v živo. Zato uporabljam tudi število ljudi. Da dobite predstavo, koliko pozornosti je namenjene tej situaciji. Zdaj je to morda nekoliko posebno, ker se že nekaj časa ni govorilo o Ukrajini. Vendar je na splošno 50% upad pozornosti glede ukrajinske zgodbe. Tako je normalno, da politik včasih uporablja pretiravanja, da bi pritegnil pozornost. Vendar vas zagotavljam, kot pravim, da ni doslednosti v tem, da se govori, da Rusi pridejo na Portugalsko, nato pa obstanejo pred Konstantinivko. Ti dve stvari ne gresta skupaj. Ali so Rusi zabredli v vojno v Ukrajini? In se mi zdi, da po 5 letih to ni več stvar razprave. To bi bilo kot gledati Američane, ki napadejo Irak in so po 5 letih še vedno tam. Ki poskušajo zavzeti recimo Basro, da si predstavljate. Torej, kot vidimo, je vse zelo zastalo, ker so zmogljivosti in tudi volja za izvedbo velikih ofenziv popustile. Ne da bi jih kdaj res bilo, razen v začetni fazi vojne. Bila je veliko bolj gibljiva, če se spomnite vojne v prvem letu, in potem se je vse upočasnilo. Tako zaradi vse prisotnosti dronov, kot tudi zaradi tega, ker ti droni terjajo zelo visok davek v človeških življenjih. In zato nihče od obeh več noče izvajati pehotnih napadov. Spomnim vas, da so Rusi prejšnji mesec poskusili napad s približno 40 vozili, med katerimi so bili 4-kolesniki, oklepniki in podobno, na Liman in se je končalo zelo slabo. In Ukrajinci so poskušali narediti točno isto stvar z bataljonom Skala iz Hrišine proti Pokrovsku in tudi njihov napad se je končal slabo. Na koncu, če so uporabljena sredstva enaka, torej droni, je neizogibno, da ob enaki taktiki oba naletita na zid dronov in zato ne dosežeta popolnoma nič. Da Ukrajina še naprej napada ruske rafinerije, seveda zato, da bi omejila naftne zaloge, dobiček od nafte zaradi krize v Iranu, vendar se tudi zelo trudi. To vam bom potem pokazal v enem članku. Kar zadeva sistematično uničevanje protiletalskih sistemov, zgodnega opozarjanja, radarjev in podobno. Predvsem na območju okupirane Ukrajine, Krima in tako naprej. Poleg tega so Rusi razpravljali med vojaškimi blogerji, da niso tako zelo pripravljeni pomagati Iranu, saj imajo že zdaj težave s pokritostjo za nacionalno zaščito, protiletalskimi sistemi in podobno.
Torej, da se vrnemo k Kostjantinivki, kot vidimo, je veliko ruskih infiltracij, ki začnejo pridobivati predvsem na območju bokov Kostjantinivke, to so najnovejše geolokacije tega območja. Kdo bi rekel, zakaj se že skoraj 2 leti bijejo v Kostjantinivki? Zato, ker ko zavzamejo ozemlje, to storita 2 pešaka, 4 pešaki. Torej, imaš tukaj 4 Ruse v eni hiši, 4 Ruse, ki so se tukaj infiltrirali. Potem pridejo 4 ukrajinski droni in ubijejo 4 ruske pešake. Zasedejo položaj. Ruski droni naredijo isto ukrajinskim pešakom in tako gre naprej. Zasedeš položaj, izgubiš položaj. Zasedeš položaj, izgubiš položaj. Ne moreš obdržati ozemlja, ko je veliko lažje poslati drone, in človek, ki mora držati položaj, ni nikoli varen. Droni, veste, pridejo povsod, lahko se prebijejo skozi katerokoli od teh rež. Zdaj že letijo skozi tako majhne odprtine. Zato je zelo težko osvojiti ozemlje in ga predvsem obdržati. To je najtežje. Nekatere geolokacije, kot vidite, so narejene tudi severno od mesta. Vendar so to situacije, kjer se skoraj da ne moremo več zanašati na geolokacije. Kaj mislim s tem? Tukaj vidiš Ruse, ki so zavzeli tisti položaj, in rečeš, da so tam. Ne, ker se lahko že po 2 urah situacija spet spremeni. Ni več tako jasno kot prej, ko so zavzeli vas, položaj in podobno. Bilo je precej samoumevno, da so potem to utrdili in obdržali. Zdaj pa je veliko manjših akcij. Želel sem postaviti vse te geolokacije okoli Kostjantinivke, prav zato, da vam pokažem, da ja, tukaj so velike puščice tudi znotraj Kostjantinivke. Potem pa pogledaš in geolokacija je nejasna. In ta stvar se neskončno ponavlja znotraj mesta. Se pravi, kljub temu postaja položaj Kostjantinivke sčasoma vse težji za Ukrajince. Situacija, ki smo jo videli že neštetokrat. Rusi, ki poskušajo ustvariti izbočen kotel, Ukrajinci pa ga poskušajo vzdrževati, običajno, dokler ni popolnoma izčrpan. Končni cilj, če želimo na to gledati z bolj operativnega vidika, torej tisto, kar Rusi poskušajo narediti, je zavzeti Kostjantinivko in se postopoma približati Kramatorsku in Slovjansku z vseh smeri. To je končni cilj. Kostjantinivka bi bila za njih ključno logistično središče, da se lahko približajo, ker ni veliko drugih krajev. Kot ste videli po padcu Siverska, za Siverskom ni veliko naselij. Tako so zavzeli Siversk in nato so morali napredovati po poljih. Zato potrebujejo urbano središče, dovolj pomembno, da lahko tam vzpostavijo bazo, nato pa se približajo Kramatorsku in Slovjansku. Vse se dogaja izjemno počasi. Za lažjo predstavo, Siversk je tukaj. Tukaj vmes skoraj da ni ničesar, razen polj in majhnih vasi. Mikolajivka je prvo nekoliko pomembnejše mesto. Kostjantinivka je tukaj. Da obeh strani, tako proti Kramatorsku kot proti Slovjansku, nujno potrebujejo oporišče, ki ima določeno pomembnost. Iz Kostjantinivke prideš v Kramatorsk. Največji problem za Ruse je, da tukaj praktično ni ničesar pomembnega, kar bi lahko zavzeli, dokler ne pridejo vsaj do Mikolajivke. Mislim, da ostaja glavni cilj prav to. Torej, da poskušajo priti do Kramatorska in Slovjanska iz 3 smeri. Torej, zavzeti Liman pri Gerandoli, priti do Slovjanska, od severa proti jugu, seveda se približati tudi frontalno in se približati od spodaj skozi Kostjantinivko. To je tisto, kar že dolgo poskušajo narediti, vendar je popolnoma upočasnjeno.
Recimo, če bo vse potekalo s tem tempom, bi lahko Kostjantinivka padla šele leta 2026. Kostjantinivka. Konec poletja. Zima. Jesen 2026. Če bo šlo s tem tempom naprej. To pomeni, da je možnost, da bi Rusi zavzeli Kramatorsk in Slovjansk leta 2026 in tukaj tvegam enaka nič. Nič. Glede na potek zadnjih 2 let in upoštevajoč hitrost, če jim uspe doseči operativni rezultat leta 2026, da zavzamejo Kostjantinivko in morda napredujejo še malo dlje, je to že velik uspeh. Glede na sile na terenu, hitrost, vpletene enote, taktike in tako naprej, so možnosti, da bi leta 2026 zavzeli Kramatorsk in Slovjansk, nič, nobene. Posnemite si to, nič. Razen, če nenadoma ne pripelješ, 4 armat na tisto območje tam. In to se lahko vedno zgodi, ampak z enotami, ki so trenutno razporejene, ki se bolj ali manj, izmenjujejo, rotirajo, ampak bolj ali manj ostajajo iste sile na tistem območju, jaz ne vidim nobene možnosti, da bi Rusi uspeli zavzeti Donbas leta 2026. Res nobene. To preprosto ne obstaja. In to je politični problem za njih, ker zagotovo ne morejo končati te vojne, ne da bi dosegli praktično karkoli. Torej niti popolnega zavzetja ene oblasti. To je problem tudi na drugi strani, ker je včasih seveda koristno, da poskušaš nasprotniku rešiti obraz, da se umakne. Sovražniku, ki se umika, je treba pustiti odprto pot. Težava je v tem, da tega niti ne morejo storiti. Ne bom se spuščal v špekulativne analize o tem, kaj bi se lahko zgodilo s Putinom ali znotraj Rusije, če bi se nekdo po 5 letih te vojne vrnil domov in ne bi prinesel ničesar. Če te ujamejo, si končal. To so njihovi problemi, ampak zagotovo z vojaškega vidika Donbasa leta 2026 ni mogoče zavzeti. Razen, če ne opustijo vse druge ofenzivne napore povsod drugje in se osredotočijo samo na to. Torej, po mojem mnenju, zdaj prejdimo še na ostalo, tudi jaz se za trenutek ustavim, naredim reklamo za sponzorja, se za trenutek ustavim in odgovorim na vaša vprašanja. Zato vas spominjam, da to oddajo podpira NordVPN, ki vam poleg tega, da vam ponudi povezavo, raven zaščite, da se seveda zaščitite na spletu pred zlonamernimi osebami z stotinami strežnikov po vsem svetu. Če se znajdete v situacijah, kot če se na primer Locatelli znajde v Siriji in tako naprej, ko morate poskušati dostopati do nekaterih spletnih strani in vam te strani zavrnejo dostop, ker ste morda v nekoliko nenavadni državi, ali pa v državah, kjer obstajajo omejitve za internet, kot se dogaja v Iranu, kot se dogaja v Rusiji, vendar obstajajo tudi cenzure v državah, kot je Azerbajdžan. VPN je način, kako zaobiti določene omejitve. Mimogrede, če to storite z mojo kodo, dobite 60% popusta in hkrati podpirate delo kanala. Uporabljam tako VPN-je, kot predvsem programsko opremo, ki me naredi bolj nevidnega na internetu, tako da so moji podatki manj vidni. Koristni so tudi za ogled premiere. Spomnim se, gledal sem premiere Igre prestolov v angleščini, prej kot v Italiji in tako naprej, prav zato, ker sem se povezal na angleško različico, ki je tam išla veliko prej. Torej, narediti notranjo analizo za ruski tabor bi ti uspelo. Je malo težje, ampak že obstajajo. Kako to misliš? Že jih lahko prepoznamo. Obstaja zagotovo svet disidentov, vendar ne zunanjih disidentov, ki imajo malo vrednosti, ampak notranjih disidentov, ki so, glej ga zlomka, disidenti, ki so sodelovali. Če kdo pogleda, kaj pravijo različni nekdanji voditelji Doneške ljudske republike, Lugansk, kot Gerkin, pa tudi vsi ostali so zelo kritični do vojne,
njenega poteka, kako je bila vodena, kam bo šla naprej in tako naprej. In pogosto jih spremljajo ruski vojaški blogerji. Svet ruskih vojaških blogerjev je morda, in to je tudi eden glavnih razlogov, ter skupnosti povezane z ruskimi vojaškimi blogerji na različnih telegramih in podobno, Zelo so kritični do vodenja, so med najbolj ostrimi. tudi ko so bili neuspehi različnih generalov ali različni napadi, ki so jih izvedli Ukrajinci, na primer na floto strateških bombnikov. Torej, ves ta svet, ki se izraža na internetu, to je zagotovo obrobna skupina, vendar je to skupina, ki verjetno predstavlja mlajši del države. Tista, ki dobro ali slabo pozna omejitve ruskih medijev in zato išče alternativne vire informacij. Potem pa je še celoten sloj ruske populacije, stari 50 let ali več, ki interneta ne uporablja veliko, informacije dobiva samo iz uradnih medijev in je zelo pasivna. Torej, obstaja zelo pasiven del prebivalstva. Vemo tudi za notranje razkole v Rusiji, ki so se pokazali že v času Prigožina, če se spomnite, če pustimo ob strani fenomen Prigožin-Wagner. Obstaja Rosgvardija, ki je praktično osebna vojska Putina, poleg redne vojske. Ampak obstaja tudi vprašanje notranjih sovražnosti. Na primer, Čečenom nikoli niso dali težke opreme, ker niso preveč zaupali Čečenom. Ampak Čečen še vedno straši povprečnega Rusa. In zato so čečenske enote vedno uporabljali za policijske namene. Ujeti ruske dezerterje, take stvari, ki še vedno puščajo precej boleč spomin. Ampak na ravni notranjih frakcij je težko, ker nimamo vseh teh informacij. Lahko si kdo misli, kar hoče v Ukrajini, ampak vse, kar sem danes povedal, sem v 90% vzel neposredno iz ukrajinskih virov. Torej je svoboda tiska precej večja. V Rusiji je ni. Ampak recimo, da je svoboda tiska v Ukrajini dovolj velika, da lahko natančno razumemo, kaj se dogaja. Predvsem, ko gre za časopise, kot je Kyiv Independent in druge, fantje, pejte si ogledat vire, ki sem vam jih dal. 90% teh virov je ukrajinskih in zelo ostro kritizirajo Jermaka, Zelenskega, Poklada in druge, veliko bolj, kot sem jih jaz. Poskušal sem povzeti, ampak tam so toni veliko ostrejši, seveda so vpleteni in tako naprej. Če bi to želel primerjati z Italijo, je to malo tako, kot ko smo se mi ukvarjali z strategijo napetosti, z državnimi pokoli v Italiji, s podobnimi stvarmi. Zanje je to raven zanimanja te vrste. To so države v vojni, ki želijo vedeti te stvari. Zato je precej težko narediti analizo o notranjih frakcijah, ker Putinov sistem v resnici nima frakcij. Edina stvar, ki smo jo uspeli najti v teh 4 letih vojne, so frakcije znotraj vojske. Pri njih sistem deluje, dokler deluje. Prav zato, ker ali si del sistema ali pa nisi. Oligarhi, ki so pobegnili, Rusi v Angliji in tako naprej, so tisti, ki niso se hoteli podrediti temu sistemu. Ampak ta sistem drži, dokler drži. Potem se zruši, karte se ponovno razdelijo, vendar v tem smislu ni frakcij. So frakcije z političnega vidika, vendar so majhne, nepomembne. Medtem ko so frakcije znotraj Ukrajine močne. Vodje služb, nacionalisti, ki predstavljajo 2 armadna korpusa in tako naprej, imajo resnično moč. V Rusiji obstajajo frakcije, so supernacionalisti, so nostalgiki carizma, je vse mogoče. Ampak nimajo nobene moči, nimajo praktično nobenih vojaških sil, razen kakšnega bataljona prostovoljcev, kot je recimo Milčakov bataljon ali kaj podobnega, ki jih vseeno zelo nadzoruje redna vojska.
Če jih želijo razpustiti, jih razpustijo v 2 sekundah. Ukrajinska vojska ne bi mogla razpustiti ukrajinskih nacionalističnih enot. Niti če bi hotela, niti če bi bila tam. Rusi, te stvari tukaj v Rusiji. Zato je zelo težko razmišljati. Frakcije, ki smo jih našli, so notranje frakcije v vojski. Se spomnite obdobja Šojguja, Gerasimova In različnih generalov. Torej, znotraj vojske obstaja peterburška klika in moskovska klika. Za tiste, ki so malo preučevali italijansko vojaško zgodovino, je to podobno klikam znotraj italijanskega vrhovnega poveljstva. Bili so badogljanci in pa tisti, ki so bili bolj fašistično usmerjeni. Ali pa bolj povezani z drugimi. Spremejte Giovanni Cicini in vam bo povedal vse zgodbe o Roati in vseh različnih generalih, na čigavi strani so bili. Kakorkoli, Badoglio je vedno ohranil moč, eno krilo, recimo, eno frakcijo znotraj Italijanskega vrhovnega poveljstva. Za Ruse obstajata 2 kliki, ena iz Sankt Peterburga in ena iz Moskve, ki pa nikoli nista prišli do stopnje spopada. Je malo. Počakati, da drugi spodleti, da bi mu potem prevzel mesto. Surovikin, ki je bil avtor umika iz Hersona, je bil prijatelj Prigožina. In dejansko je za to plačal ceno, ker med Prigožinovim uporom ni, recimo, prijavil Prigožina. Poskušal je narediti zelo, kako naj to imenujem, po Mauriziju Moski, ne? Mirno, bodite mirni, ne tepajte se. To ni bilo všeč Putinu. Morate razumeti, da v takšnem svetu, če se takoj ne postaviš na stran velikega šefa in ne izdaš tistega, ki je bil morda še včeraj tvoj prijatelj, a se je zdaj razkril velikemu šefu, potem ti manjka zvestobe. Surovikin je za to stvar plačal. Dejansko so ga poslali malo na hladno in ga praktično ni bilo več videti. Dejansko so ga poslali tudi v Afriko, da bi, recimo, vodil ponovno vzpostavitev Wagnerja, vendar tokrat pod državno jurisdikcijo. Ker je imel vseeno dobre odnose znotraj Wagnerja. Zato je zelo težko govoriti o tem. Lahko se govori, ampak ni čisto isto. Ni povsem enaka stvar. Gre bolj za vprašanje notranjih frakcij, ki pa nimajo resnične odločilne moči pri pogajanjih. Tam je ena sama linija. Pika, konec. Poglejmo situacijo v Pokrovsku. Kot sem rekel, so Ukrajinci pred približno mesecem dni poskušali izvesti napad iz Hrešina proti Pokrovsku. Ni šlo dobro. Točno tako kot napadi, ki so jih Rusi poskušali pri Limanu. Tukaj je, kot lahko vidite, izjemno veliko kopičenje sil na eni in na drugi strani. Počasi Rusi pridobivajo položaje in gredo malo čez Hrešine, ampak če pogledate prenos v živo izpred enega meseca, je razlika res minimalna. Držimo malo bolj. Če gremo malo nižje, vidimo, kaj se je zgodilo v zadnjih 34 mesecih. Torej, vsa tista serija ukrajinskih akcij, kjer so izkoristili tisto sivo območje, kjer ni bilo ruskega utrjevanja, je postopoma pripeljala do erozije območja, ki so ga držali Rusi. Ampak potem, bolj ali manj, ker tudi oni niso hoteli izvajati ne vem kakšnih ofenziv, ne vem kakšnih enot, se je situacija stabilizirala. V bistvu, če pogledamo, kaj se dogaja bolj na jugu, torej v Kuljajpolu, bomo opazili, da so Rusi obdržali Kuljajpol točno tako kot pred 67 meseci. Zdaj jim je uspelo ponovno prečkati reko in pridobiti nekaj na jugozahodu Kuljajpola. Vendar ni velike razlike med zdaj in pred 56 meseci. Torej je vse precej mirno, tudi zato, ker smo opazili, da niso prišle sveže sile. To so približno iste enote, ki so bile angažirane v zadnjih 9 mesecih. In zato je težko, da bi z ukrajinske strani prišlo veliko novih enot. Ker je bilo to krizno območje.
Na splošno je vse ostalo precej nespremenjeno. Prišlo je do ruskega napredovanja, saj zagotovo želijo priti do Dobropilje, da bi poskušali obiti ukrajinske položaje. Ampak na splošno o Maliju, zdaj poglejmo malo. O Maliju, poglejte. Ne, kolikor vem, ne, vseeno bomo kmalu naredili prenos v živo o Maliju s poličijenjem. Danes sem posnel en kratek video, ker za tiste, ki ne veste, Mali razpada. In v Maliju je bil Afrika Korps, torej Wagner pod novo blagovno znamko. In dogaja se prava katastrofa. Danes sem posnel en kratek video, ubili so celo ministra in tako naprej. Res se dogaja prava zmeda, zato bomo verjetno poskusili narediti en prenos v živo v začetku maja s poličenjem o tej situaciji tukaj. Ne vem, če so upletene ukrajinske službe. Ta ukrajinska upletenost se pogosto pretirano napihuje. Včasih to naredijo samo za videz. Spomnim se, ko je v Siriji začel izbruhati kaos, so ukrajinske službe pokazale nekaj svojih ljudi z droni, ki so napadli nekatere ruske baterije. In potem ni bilo več ničesar za videti. In vsi na podlagi teh dveh dronov je zgledalo, kot da gre za ne vem kakšno upletenost. V resnici pa služi tudi za pokazati, da so tam, a morda sploh niso tako pomembni. Ne verjamem, da imajo ukrajinske službe velik vpliv znotraj JNIM in drugih entitet, ki so povezane z Al-Kaido in delujejo tam okoli. Tako je. Torej, bomo videli, kaj se bo zgodilo v Maliju, ampak mislim, da je ukrajinska upletenost, če sploh obstaja, tako nepomembna, razen za polnjenje naslovnic, da ni dejavnik. Tako je. Že prej je bil primer Artaka. Vidiš, Polikjeni je to razkril, ker se pogosto vrti okoli teh novic tukaj. Torej, kot vidimo, se bolj kot ne osredotočajo na območje Kramat, na Slovjansk, Izjum in Kostjantinivko. In ni velikih premikov, velikih kopičenj sil. Nekdo je spraševal, kaj Ukrajinci počnejo z vidika napadov. Obstaja še ena analiza Točinija, ki vam jo priporočam, da si jo ogledate, predvsem osredotočena na razvrstitev tega, kar Ukrajinci poskušajo uničiti. Tukaj je, poglejmo, če mi uspe. Tukaj je. Ta je osredotočena na podatke zadnjih mesecev. Preverite na tabeli, to so približno dejavnosti, kjer imajo Ukrajinci aktivnosti. Zanimivo je, da je večina napadov, ki jih izvajajo Ukrajinci, glede na razporeditev na Krimu. Krim je po številu napadov, predvsem marca, doživel nenavadno ukrajinsko dejavnost. Če pogledate povprečje napadov v globino, ki jih izvajajo Ukrajinci, jih je približno med 80 in 100. Od septembra do aprila 2026, med marcem in marcem 2026, se je število ukrajinskih napadov potrojilo, predvsem kar zadeva to območje. Črno, sivo, Krim, zeleno, Herson, rumeno, Zaporožje. Roza, oranžno, barva siena, Donetsk, modro, Lugansk. Kot lahko vidite, je glavnina v Zaporožju in Donecku. Ampak tudi Krim ima zelo pomemben delež. Ker Krim upravičeno sprašuje Nikola Belumat, ker je na Krimu večina obrambnih sistemov. Poglejmo tudi, kako so bili napadi razdeljeni. 307 jih je bilo usmerjenih proti zračnim sistemom. 144 jih je bilo usmerjenih na vojaške baze, zračne sile, telekomunikacije, skladišča streliva, skladišča opreme, elektriko. Dejstvo, da že mesece napadajo protiletalske sisteme, sisteme za zgodnje opozarjanje itd. In se vedno bolj urijo z letali Mirage 2000, F-16 itd.
Ob tem lahko pomislimo, da bodo Ukrajinci prej ali slej verjetno poskušali napasti kaj na tistih območjih. Tukaj pa lahko vidimo razdelitev podatkov glede ukrajinske kampanje dolgega dosega. Vidimo lahko, da je malo namenjenega Črnemu morju, Mardasov. Z zeleno je označeno območje Rostova, Krasnodar z rumeno, Voronež za svetlo modro, z modro območje Kurska, z roza Brjansk, z rdečo pa območje Belgoroda. Kar precej, če sem iskren. Območje Belgoroda je tisto severno od Harkova. To nam približno pokaže, kje se Ukrajinci gibajo in na čem delajo. To pa so ukrajinski napadi dolgega dosega po kategorijah znotraj Rusije. 162 na elektroenergetski sistem, 26 na skladišča goriva, 30 na centre za proizvodnjo goriva, 57 na bencinske črpalke, 32 na transportna vozlišča za gorivo, 28 na železnice, 53 na komunikacijske sisteme. Torej lahko vidimo, da je večina napadov usmerjena na energijo, proizvodnjo goriva, transport goriva in skladiščenje goriva. In kar precej na zračne obrambne sisteme. Malo za kopenske sile, kot lahko vidite. Torej nam to daje predstavo o tem, kakšni so ukrajinski nameni. Zmanjšati rusko obrambno sposobnost in nadaljevati bolj ali manj še naprej ciljati na isto vrsto tarč. Torej, to je tisto, kar počnejo in kar bodo še naprej počeli, glede na vse škode, ki jih povzročajo. Kljub temu dajejo vedeti, da obstaja namera doseči boljše rezultate, poveličevati dosežke, vendar vedno na istem cilju. Vedno isti. Torej bodo še naprej počeli to, kar počnejo. Nič več in nič manj. Rusi napadajo vse po malem, seveda. Treba je tudi razumeti, da imajo Ukrajinci manj donosnih tarč kot Rusi. Rusi imajo veliko več rafinerij, veliko več logističnih in energetskih središč itd. Kot Ukrajina. In tista v Ukrajini so bila večkrat napadena. Torej, ali Rusi niso sposobni narediti tega, kar počnejo Ukrajinci? In na koncu 5-krat zadeti isto rafinerijo ali isti energetski objekt ni učinkovito, medtem ko imajo Rusi v Ukrajini na voljo veliko več ciljev. Gre preprosto za vprašanje priložnosti. Upam, da ne bom postavil neumnega, ponavljajočega se vprašanja. Kako dolgo lahko Rusija vzdrži v tem položaju? Tega nihče ne ve. Cenzurirajo družbena omrežja, poskušajo omejiti svobodne komentarje, povečujejo komercialne ponudbe in tako naprej. In govori se o 20,000 možeh za ofenzivni napad proti Kramatorsko-Slovjansku, v primerjavi s številkami, na katere smo vajeni. Iz prejšnjih let. To kaže, da imajo tudi oni nekaj težav z novačenjem in upravljanjem tega, še posebej v obdobju, kot je 2024-2025. Če ne izvedejo mobilizacije, si tega ne morejo privoščiti in tudi oni to vedo. Torej, ob enakih virih moraš vedno bolj zmanjševati cilje. Torej, prijatelj, spremljam te že več dni od invazije, ampak do zdaj še nisem nikoli doniral, ker sem Ligurijec. Vprašanje, ali ruski državljan nima že dovolj? Ne vem, ker ko gledaš intervjuje posameznih državljanov, teh kanalov je ogromno, ki se s tem ukvarjajo. Mimogrede, hvala Francesco, kot Ligurijec, zdaj ko postajam Ligurijec, začenjam to malo razumeti. Težko je vzeti kot statistični podatek intervjuje, ki jih delajo z ljudmi v Rusiji. Moral bi jih vzeti, pogledati na tisoče in potem narediti povprečje. Lahko pa ti povem, da lahko preverite sami. Pojdite na različne kanale, kanal z imenom 1400 Winter, zagotovo se ga boš spomnil. In še veliko drugih kanalov najdete tudi na 9. Veliko izsekov intervjujev z ljudmi na ulici in veliko ljudi se pritožuje, pravijo, hrana se je podražila,
Podražalo se je tudi življenje. Recimo, da je Rusiji uspelo vsaj do konca leta 2025 nadaljevati To vojno, ne da bi imela notranje posledice. Zdaj pa postaja vedno težje, da to ne bi vplivalo. Ta vojna, tudi znotraj države, zdaj, v tem trenutku, je Iran povzročil zmedo. Združene države In zato bodo zaslužili nekoliko več, vendar, kot pravi Arfaras, se bo ta dodaten zaslužek vseeno porazdelil na mediansko ceno. Ampak recimo, da ohranjanje vojnega stanja 1420 Daniel Oren, nekdo, ki je intervjuval ljudi in tvegal v Rusiji. Pojdite si ogledat, poglejte si nekaj intervjuva ljudi na ulici in jih vpraša, kaj si mislite o tej vojni in tako dalje. Mislim, da so naredili neverjetno stvar. Nabijulina je z vidika ekonomije res dobra. Perché riuscire a gestire l'economia russa con... Prilagodila jo je sankcijam in tako dalje, naredila je čudeže, ampak tega ne moreš početi v nedogled. Stroškov te vojne ni mogoče prikrivati v nedogled. Ne govorimo o političnih, človeških stroških, bolečini in tako dalje. Govorim prav o tem, kako vzdrževati to vojno. Medtem ko poskušaš voditi normalno življenje, ti dve stvari ne moreta iti skupaj. In po mojem mnenju je to tudi eden od razlogov, zakaj potem obtičijo. Poskušati voditi vojno, medtem ko ohranjaš znotraj, v narekovajih, status miru. Običajno, ko so vodili takšno vojno, drugi svetovni vojni, so države šle v popolno mobilizacijo. Ženske v tovarnah, moški v boju v milijonih in tako dalje. Namen je bil, da se vojna čim prej konča. Zato so uporabili 100% človeške moči in moči države. Zmaga tukaj. Poskušajo ohraniti notranji mir, medtem ko vodijo vojno. Ki ima vseeno številke, vsaj glede na število vključenih ljudi, ki spominjajo na konflikte iz prejšnjega stoletja. Teh dveh iger ne moreš igrati v nedogled. In ena blokira drugo. Ohranjanje civilnega življenja pomeni, da ne uporabiš 100% vojaškega napora. Morda zato, ker si tega nisi mogel privoščiti. Tako kot so to počeli v drugi svetovni vojni. Ampak te igre ni mogoče ohranjati v nedogled. In to je tisto, kar se po mojem mnenju počasi ruši tudi znotraj Rusije. Po drugi strani pa Ukrajino umetno vzdržujejo evropska in ameriška posojila, donacije. Rusi morajo vse narediti sami. Torej, v takšnem govoru, če imajo Ukrajinci nad seboj Damoklejev meč, evropske, ameriške in druge politične volje, da jih še naprej podpirajo, Rusi vse delajo sami, bolj ali manj, čeprav prodajajo Kitajcem in tako naprej. Ampak delati sam pomeni, da če gre vse narobe, greš v težave s svojim denarjem, s svojimi lastnimi problemi. Ukrajinci bi lahko izgubili zaveznike, lahko bi izgubili podporo, ampak če jo imajo, lahko zdržijo v nedogled. V tem smislu, z ekonomskega vidika, se lahko ljudje vedno uparijo, ker so naveličani vojne na eni in na drugi strani. Ampak to so dejavniki, ki jih je skoraj nemogoče oceniti v teh letih. Kolikokrat ste slišali, da bo Ukrajina propadla, da bo Rusija propadla? Ne leta 2024, ne leta 2025. In nič od tega se ni zgodilo. To so preveč nepredvidljivi dejavniki, vendar življenjski standard v Rusiji zagotovo pada in ljudje čutijo pritisk. Če k temu dodate še to, da ne dosegajo rezultatov, vam svetujem, da preberete, kaj pišejo nekdanji voditelji separatističnih republik. Torej ne vojak, ruski bloger, ki je lahko mladenič ali nekdanji vojak. Ampak prav tisti, ki so začeli to vojno, razni Prigožini in podobni, ter nevarni Girkini in drugi, oni sami pravijo, da po 10 letih, saj se je začelo leta 2014, nimamo kaj pokazati. Hvala vsem. In to pravijo oni, isti, ki so začeli to vojno
začenjajo se spraševati. Mislili smo, da se bo z ruskim posredovanjem vse zelo hitro končalo, vendar to pravijo tudi z določenim obžalovanjem. Vlekli smo ljudi v upor, ker smo mislili, da bo rusko posredovanje rešilo vse. Namesto tega smo jih vlekli v še bolj zgodovinsko vojno, kot je bila prej. Gospodje, to je tisto, kar me je nekdo spraševal. Če imam še druge kanale v drugih jezikih. Da, sklenil sem dogovor z uporabo umetne inteligence, kjer podvajajo moje kanale, mislim, da v 40 ali 50 jezikih. O tem ne govorim, ker mora biti rast organska. Mislim, brez veze je, da se Italijani naročajo na pakistanski kanal, kjer jaz govorim pakistansko na enem nivoju. Obnavljajo tudi vse videoposnetke, to je vse. In nisem edini, ki je sklenil takšno vrsto dogovora. Zelo preprost dogovor. Oni poskrbijo za vse, jaz dobim 50%, vključno za sponzorji, ki jih dodajo zraven. Če se želite malo nasmejati, poiščite Mirka, ki govori poljsko. Zanimivo govori in tudi v drugih jezikih. In nekateri že dobro napredujejo, ker mi potem prihajajo obvestila, kot na primer kaj. Ampak jaz sem začel pred kratkim, pred 23 tedni skupaj so že dosegli 100.000 ogledov. Začenjajo naraščati. Torej, ne naročajte se na kanale, ker potem pokvarite organsko rast. Ampak poslušati samega sebe, približno s tem glasom in z istim naglasom, s katerim govorim v različnih jezikih, vam zagotavljam, da je precej zabavno. Torej, hvala vsem, lahko noč in se zagotovo vidimo 30. z generalem Kapitinijem, Morom in drugimi, ker bo treba posodobiti, kaj se dogaja. Wow!